Ko se pravi en kos krompirja za 1 evro. Pač ideja je jasna, bi bil franšiza, se pravi, se borimo z McDonald'som za prostor pod soncem. Obstaja pri odpiranju restavracij vedno romantično obdobje. Če smo imeli vrsto ljudi, ki bi želelo delati, ampak potem po enem mesecu točno veš, da boš imel 30-40% osip, ki ljudje razumejo, da se romantična faza konča. Tako kot v ljubezni. Kaj je največja zmota, ki jo imajo ljudje o poslu v gostinstvu? Da smo vsi bogati. V gostinstvu ni bogatstvo, je samo ena velika ljubezen do ljudi. Katastrofalna sem. Nimam pojma, kje imam in kaj imam in ne znam niti flik ni mi uporabiti, zato ker sem tako absolutno netehničen človek in sovražim tehnologijo. Lepo pozdravljeni ponovno v podcastu Investitorka v Pradi s Katarino Matejčič. Danes pa gostim. Tokrat lahko dejansko rečem eno in edino, ker ne v Sloveniji, ne na svetu ni nikogar, ki bi bil primerljiv. Vam dam 2 sekundi za ugibanje. Ano Roš. Ana, pozdravljena. Hvala, da si vzela čas vsem tem, kar delaš, sploh zdaj, ko se zate začenja ta glavna sezona poleti. Dobrodošla v našem studiu. Najlepša hvala in hvala, da sem lahko tu. Vedno imamo za gosta vprašanje, ki se nanaša na njegovo panogo in je povezano z denarjem. Zate je, kakšna bi bila jed, ki bi najbolj ponazorila denar oziroma bogatstvo, abundance? Kaj bi pripravila, da takoj na krožniku, pa ko probaš, veš, to je bogatstvo? Po moje najboljšo možno zelenjavo. Vem, da v glavnem v gastronomiji luksus povezujejo z kaviarjem in foie grajem. Kakšen ščepec ga je lahko tu in tam, ampak jaz sem znana po tem, da serviram krompir, za katerega plačam 1 evro po kosu. In ko me vpraša, če sem malo zmešana, vedno povem, da se z kmeti nikoli ne cenkam. In ko sva se s tem kmetom dotičnim pogovarjala, ker je biodinamična kmetija, kako velik krompir rabim, 55 gramov, je rekel, kako jaz to selekcioniram in vse, kar se bomo tudi drugo porabili. Je rekel, kakšna bo pa cena in sem se tako ti povej in je rekel 1 evro, pa je tako po kili, pa reče ne po krompirju. In to je ta famozna najbolj draga sestavina v hiši Franko, se pravi en kos krompirja za 1 evro. Mislim, da bi bili moški zdaj razočarani, ker verjetno so upali na kakšen odgovor, meso, saj kakšni morski sadeži ali pa kaj takega. Veš, ko moški zelenjava, so bolj tako ne. Imela si ogromno nekih identitet, relativno dolga pot je bila dolga. Nekaj korakov do tja, da si prišla do tega, kar si zdaj. Ni lih, čeprav razumem, da si od malega, s kuhalnico okrog hodila in razlagala, da bo šefinja. Bila si dobra smučarka, morda celo plesalka. Potem si razmišljala o delu v diplomaciji. Pol si šele začela nekako se ukvarjati z gostinstvom, pa še to najprej ta management del. Ti je mogoče žal, da katera od teh identitet ni bolj zaživela ali pa ti je za katero kdaj malo hudo, ko si jo spustila, ali jih recimo smučanje, ples, v končni fazi diplomatski dobri odnosi, še vedno vse relativno dobro in prav pride. V bistvu za smučanje mi absolutno ni žal, tudi ne rada smučam ta trenutek, zato ker so smučišča prepolna smučarjev, ki ne znajo smučati in potem enostavno ne uživam več, poleg tega snega skoraj ni več. Ampak mi smučanje dalo tiste red in disciplino, ki so tako nujno potrebna v našem poslu. Ples močno obžalujem, ampak itak je znano, da po 40 letu plesalke ne morejo več plesati. Obžalujem ga pa zato, ker jaz sem dejansko želela študirati ples v New Yorku. Imela sem eno profesorico, ki je bila čisto navdušena nad mojo sposobnostjo, sem lahko dejansko stala v zraku. Ampak zaradi poškodbe sem se mogla odločiti, da moram najti nekaj novega. Ker sem dosti empatična, sem se odločila za diplomacijo
jo doštudirala v Italiji na Tržaški univerzi, ampak potem bi rekla, da je skupek vseh teh mojih projektov življenjskih, se pravi, če govoriva o diplomaciji, smučanju in plesu, me pač spremenilo v Ano, ki je danes in ki lahko dela, kar dela. Nikoli nisem sanjala o tem, da bi bila šef. V bistvu na faksu so vsi zbežali, kadar sem jaz mogla kuhati, zato ker sem dejansko, pač jaz sem bila toliko vpeta med plesom, smučanjem in gimnazijo, ker nisem imela statusa športnika, ker ga mama ni dovolila in sem jo vseeno končala z odličnim uspehom, ne glede na to, da sem bila v bistvu državna reprezentantka v smučanju in hkrati tudi plesala. In ni bilo časa, da ti kuhaš z mamo in nono, ampak ješ, kar dobiš na mizi in potem se greš takoj učiti naprej. Torej ješ, da funkcioniraš. Jaz sem samo jedla, da sem funkcionirala. Tako da mi je to bil popolnoma nov svet. Če karkoli človek obžaluje v življenju, je narobe, zato ker karkoli je v življenju nekako se mu zgodilo oziroma skozi poti, čez katere je šel, ga je pravzaprav definiralo to, kar danes je. Tako da obžalovanj ni, sem kdor sem, s svojimi dobrimi in slabimi lastnosti ta trenutek. Rekla si sicer, da sploh pol v srednji šoli in kasneje ni bilo veliko časa za kuhanje, pa vendarle, ali si kot otrok imela vsaj kakšno željo ali pa ne vem, si kdaj kaj probavala, ker jaz sem recimo človek, ki sem kot otrok morala kuhati, že zelo kmalu, ker sem imela dvoizmenski pouk in pač staršev ni bilo doma in sem si mogla že v osnovni šoli v 4. razredu sama nekaj narediti za jesti en teden, sploh ker sem šla pol, ker sem tudi plesala še na trening in je bilo treba nekako živeti. In sem kuhala tam do konca srednje, zdaj pa 9 let sem v tem stanovanju in štedilnik in pečica še nista bila prižgana, tam sta samo zato, ker je mama vztrajala, da kuhno moram imeti. Si ti kot otrok kakšno željo imela, ne vem, kdaj pomagala mami, babici, delala njoke, testenine, nimam pojma, malo tega, kar je zdaj v tebi. Čisto nič. Čisto nič. V bistvu enkrat je bil en test, po mojem sem stara 7 let, ker sva s sestro imela eno genialno idejo, da bomo naredili torto. Ampak sva pač povlekli iz omare moko, sladkor, jajca in cedevito. In sva naredila torto iz cedevite, ampak sva jo pozabila speči. Koliko sta bili stari? Po moje 1,6, 1,7. Aha, tako res majhni. Ali pa 8, 9, ampak res ne veliko. In pred blokom je bil tako pač v Tolminu, pred našimi bloki so bili čudoviti vrtovi in tam je bila ena klopca, kjer so se pač ženske iz blokov dobivale in z Majo greva tako ful ponosne dol s to torto. In moja mama reče tako, vidve sta spekle torto, ker doma nismo nikoli sladkari jedli. In so rekli ja, in mama tako poskusi in reče tako, a pa ste jo spekli? Pa mi je tako, mislim, ne. In potem soseda je rekla, v bistvu moramo spoštovati kreativnost otrok, torej bomo torto pojedli. In so pojedli to nespečeno torto iz cedevite. In bilo komu kaj slabo, kakšno posledica? To pa nisem nikoli vprašala in tudi verjetno bi pozabila, če. No, to so bili pogumni začetki, potem si pa bolj kot ne po naključju stopila v kuhno, enkrat, ko je bilo treba, torej iz tega upravljanja gostilne, ki je pač klasičen upravljalski biznis, ne glede na to, v kakšni panogi si stopila v kuhno, koliko hitro si pa enkrat, ko si bila tam, ko si videla te lonce, ponve, deske, nože, dejansko začutila, da pa tebe to res veseli. Težko govoriš o veselju, zato ker Strast je bolj tista, ki je veliko boljši izraz za to. Mi smo doma vedno zelo dobro jedli. Ne, moja nona je krasno kuhala, moja mama je krasno kuhala, brez kuharskih knjig, ne vem, fazani polnjeni z jabolki, pa ne vem, skutni njoki. Ni veliko komplicirala, ker je bila novinar in ni imela veliko časa, ampak hrana je bila tako direktna, ampak vedno izjemno okusna in izjemno kreativna. Te stvari ti na nek način ostanejo in tu nastane strast do tega, da ješ dobro.
želja potem, da ješ dobro. In potem, ko sem nekako bila prisiljena, da grem v kuhinjo, zato ker nekdo je mogel kuhinjo prevzeti. Moj takratni partner je bil v vinskem svetu in meni ni ostalo nič drugega, kot to, da Ženska stopi v ospredje. ja, ampak to je izgledalo tako, jaz sem 3 mesece noseča, pa nikoli nisem zares kuhala. Ampak ta fokus, ki ga imaš, zato ker veš, da moraš delati, zato da preživiš, pa ker imaš nek background, ki je močen v tem, da znaš dobro jesti, pa da nočeš slabo jesti in zato tudi nočeš, da gosti slabo jedo, tle se ta šolski program začne. Zdaj, ali ti delaš kuharsko šolo, ne delaš kuharsko šolo, razlike so ogromne sicer, ampak če si ti nagnjen k temu, da delaš nekaj kvalitetnega, potem boš delal nekaj kvalitetnega. In jaz sem praktično par mesecev kasneje rodila, imela prvega otroka, pa bila pol leta kasneje spet noseča z Evo Klaro, ampak sem cele noči, cele dneve delala in po noči malo dojila, malo se učila in predvsem osvajala tehnike, ki so bile potrebne. Seveda na vsaki poti narediš ogromno napak, ampak jaz v moji knjigi Sun and Rain oziroma Sonce in dež je naslov poglavja, ki pove, da so napake pravzaprav motor uspeha. Se pravi, če se ti ne zaletiš parkrat v zid, ne boš nikoli vedel, kako zaobiti ti zid in se naučiti biti boljši. Samo če sprejmeš napake, pravzaprav rasteš. Ko si prvič takrat stopila v kuhinjo in jo prevzela, si naredila čisto svoj meni ali si sledila temu, kar ti je ostalo od predhodnika, predhodnice, ali si res štartala čisto na novo, rekla si se veliko učila, ampak tako, recimo, prvi mesec, kaj ste kuhali? Si naredila nekaj novega ali si sledila saj takrat tistemu, kar je bil neki meni, recimo, ko ste ga imeli takrat? V bistvu vsaka rast je zelo progresivna. Ti rabiš, izpravim to, vedno opišem kakor eno tako stopnišče, ki ni prestrmo. Zato, ker če ti rasteš prehitro, potem imaš veliko možnosti, da ne boš zmogel vseh stopnic. Tako da jaz, ko sem stopila v kuhinjo, mislim, pač sem dobila, bil je 16. avgust, največja sezona. In sem pač nekako nadaljevala tisto delo, ki je tam bilo. Pa spomnim se, da je bila tam ena miza 6 nemških motoristov, ki so rekli, mi smo bili 3 v kuhinji in so naročili biftek, en je hotel well done, en medium rare, en rare. In jaz sem rekla tako, jaz sem šla k njim in se rekla, mi nismo grill house, mi je zelo žal. Ga bom naredila tako, kot ga hočem. To so bile male trme, ki so mi potem odpirale vrata vnaprej. Pač naredila ga bom tako, kot jaz mislim, da je prav in jedli ga boste vsi na enak način. Tako da to so bile tiste prve male spremembe, ki so se dogajale, pol so bili mnogo dogodkov, ki smo mi že veliko menija spremenili. Se spomnim, da smo dobili klic iz kabineta predsednika države in takrat je bila že veliko in v glavnem moja kuhinja. In so prosili za mizo, mi smo bili polni in potem smo rekli, pač ni mogoče, pa so klicali zdaj, so rekli, ampak kličemo iz kabineta predsednika države in mi tako, ampak nimamo mize. In pa tako, pa dejte no, lepo prosim, predsednik bi tokrat prišel, pol pa smo ene goste predstavili k kaminu, smo ustvarili nekako novo mizo in potem je ta miza za 4 prišla in ne bom nikoli pozabila, kako je Walter prišel v kuhinjo in je rekel, ubila me boš, pa je tako, reče tako, hočejo pašto s paradajzom. In sem se tako,
Se goste sem selila ven zaradi Pašte pašte s paradajzom. Je rekel, Ana, presežem vse, sem poskusil, da spremenim ta tok dogajanja. In potem jaz se spomnim, sem zabrisala pa delo v lijaki in sem rekel tako, ne, tega ne bom naredila. In pa je rekel, Ana, prosim, predsednik je za mizo. In potem sem šla in vzela paradižnikovo šalšo od mojega očeta, ki je delal v Istri. In iz boksa, kjer imamo za stav mil stvari, sem dobila, mislim, da dečeko pašto. In sem mi naredila 4 porcije pašte s paradižnikom, in ker so hoteli solato, sem šla v vrt in pobrala zelišča in so dobili zeliščno solato. In to so bili taki mali dogodki, ki so se dogajali v tej karieri, ki je rasla. Ali pa na začetku, najprej sem pa dejansko vrgla ven fritezo, pa peč za pico, ki je bila prej noter. In ljudje, ki so bili navajeni, da so tja hodili na, ne vem, Dunajca pa na pico, so seveda niso hoteli zamenjati ideje, kaj bojo jedli. In so se tako, si videl tako, od 10 miz se je 9 miz dvigalo in šlo. Ampak včasih moraš vztrajati na tem, kar počneš. Ok, pa pri pašti s paradajzom sem potrpela in pa dobila tudi jabolko navdiha za njo. Ampak, to je pa res izjemna pašta. Torej. Ne, se zelo, ker dela moj oče izjemno šalšo, ampak drugače v Jazu Poreču imamo ta trenutek pašto s paradajzom od mojega očeta z limonino lupinco. Ampak pač trmast in vztrajan moraš biti na svoji poti, zato da rasteš. Ampak ta pot ima, vedno moraš neke kompromise tudi sprejemati. Ne moreš vsega naenkrat spremeniti. Ok, pašta s paradižnikom je dober kompromis. Kako hitro si rabila, da so tudi ljudje zaznali, da imaš resen talent in da to, kar ti narediš, je izjemno. Rekla si, ostali so, ker ni bilo pice, ni bilo Dunajca in drugih odsvrtih stvari. Verjetno jih je pa vedno več začeli prihajati, zato ker so ugotovili, da so druge res dobre, posebne, drugačne stvari. Koliko hitro, kaj je bilo to leto, 2, 3, par mesecev? Nekje pa par mesecev. Spomnim se, na začetku je prišel en prijatelj jest, pa je rekel tako, Ana, a bi ti šla pogledat k Slavku tu skaručno, kako peče meso, pa je tako, ja, bom šla. Ampak bilo je pa izjemno hitro. Jaz sem prevzela kuhnjo leta 2002 in leta 2007 sem bila že na največjem odru v Franciji, v Toulouseu, konference, ki se imenovala Le Rencontre de la Gastronomie, kjer so vabili the future stars of world gastronomy. Zato, ker tle je prišlo zelo, kako bi rekla, v moj prid nekako, to, da jaz nisem nikoli delala kuharskih šol, ampak sem kuhala po svoje in po vse svojo glavo. In so bili kontrasti in so bili jedi drugačne, ni bilo nič, kar bi bilo ponovljivo. In mislim, da že po 1-2 letih ali 3 letih, ko sem začela, sem imela za mizo Gabriele Zanata. On je en največjih italijanskih novinarjev, piše za Identità Golose in je bil za mizo. In sem mu servirala juho iz postrvi z tekočimi krompirjevimi ravioli in postrvimi ikrami in parjeno postrvijo. In tako me gleda in je rekel tako, wow, je rekel, v pokrajini, kjer ni nobenih bogatih sestavin, tak krožnik. In potem so začeli prihajati in tako se je vse skupaj začelo. V bistvu hitro, včasih celo prehitro, bi rekla. Prebrala sem, da točno ta jed je bila neka tak prelom, če bi mogla zdaj neko točko označiti, da so se stvari začele dvigovati in se stavljati, da je bila točno ta tekoči krompir njoki postrv, da to je bilo tisto, kar... Mislim, težko rečem, je bil to prelom, ampak to je... Se mi zdi, sem takrat začela doživljati tisti občutek, da tvoje roke lahko sledijo tvojim mislim, tvoji glavi. 2016, če se ne motim, je bila Netflix serija, vsi poznamo Netflix. Koliko je to vplivalo? Netflix je huge.
drugega tako rekoč ni še vedno na svetu, ki bi ti dal tak exposure. Kako so te najdali in kakšne so bile posledice? Kako so me našli, sem vprašala jaz njih. Jaz sicer, moram reči, Slovenci pač glede na to, da nismo glih veliko vpeti v gastronomijo, zato večina njih ne ve. Hiša Franko je bila že zelo na hot listi ljudi, ki imajo radi hrano, foodijev, iz cele Evrope, pa tudi Združenih držav že. Tako da še najmanj gostov je bilo Slovencev dejansko. Jaz sem bila recimo prvič, bila sem recimo prva ženska na temu ambientalnem gibanju šefov Cookitro, kot prva ženska ever, in tam so bila samo na največje imena od René Redzepija, Mauro Colagreca in Massimo Bottura in tako naprej. Tako da moje ime ni bilo neznano, ampak ni bilo pa to globalno znano, ker tudi Slovenija ni to globalno znana na koncu. Tu se moramo nehati slepiti, da smo center sveta, ker nismo in še ne bomo. Ampak jaz sem vseeno, ko so me poklicali, meni je Netflix najprej poslal mail in jaz na njega nisem odgovorila. Si mislila, da je joke? Ne, Okay. Sploh ne. Zato, ker ne gledam televizije in ne poznam veličine Netflixa. Jaz sem se glih iz Indije vrnila, kjer smo za en dobrodelni projekt, kjer smo imeli cel Bollywood tam in snemanje in tako, in se na to kulturijo od vsega tega in se tako, ne še eno snemanje, basta, moram delati. In sploh nisem odgovorila na mail in potem pride drug mail od Netflixa in reče tako, šef, ali mogoče niste videli maila, in zraven je bil priponki, ker takrat je glih prva serija prišla ven. To ni ravno prišla ven, noben ni znal niti meriti, kaj bo ta chef's table pomenil. In so mi pripeli prispevek od Boture, se pravi dokumentarc Boture, trailer. In jaz to pogledam in tistega dne je bil v bistvu v restauraciji Enrico Vignoli, ki je njegova desna roka. In jaz grem k njemu in rečem tako, Enrico, tle mi z Netflixa težijo in poslali smo trailer Massima. In on reče tako, a te hoče v chef's tablu? Pa jaz tako, ja, ampak tako, jaz res ne vem, mesec snemanja in pa on reče tako, takoj pet za računalnik in napiši, da si za. No in pa smo imeli tako prvi razgovor in jaz sem vprašala, kje ste pa vi mene našli? In so rekli tako, kako to mislite? In sem rekla, kje ste mene našli? Mislim, cel svet je poln šefov. In oni so rekli tako, zato smo dobri v tem, kar delamo. In sem rekla, no, kdaj bi pa vi snemali? Pa so oni rekli septembra. Sem rekla, to je bil julij. Sem rekla, septembra drugo leto. Rečejo, ne. Ta september. In v glavnem, potem se je ta Netflix en mesec posnel. Bilo je po moje 50 ljudi, ki se je ukvarjalo z, mislim, dobro, vse kdorkoli je v filmski industriji, ve, kako to gre, ampak bil je dejansko en mesec, pa mislim, da 3/4 dela, ki smo ga posneli, pol niso uporabili. Pa začela sem, najprej so rekli, naj začnemo v angleščini, pa so pa rekli, da bo bolj na polovici snemanja, da bo bolj sočno, če gremo v slovenščini. In smo mogli jovo na novo vse. In ko smo končali, sem rekla, če bi rada prej videla. In enkrat februarja, maja je prišel chef's table potem ven. Mi pošljajo moj dokumentarc. In jaz ugotovim, da je to tako slabo prevedeno. V bistvu jaz govorim čist druge stvari in prevedeno je kakor subtitli. Katastrofa.
In jaz tako pokličem in rečem tako, ampak to tako ne bo šlo. Pač jaz govorim o tem, zakaj je Soča izgubila originalno soško postrv, ker se je pač po prvi svetovni vojni so Italijani začeli šarenko vlagati v Sočo in šarenka je praktično potamanila soško postrv in oni govorijo o podnebnih spremembah in onesnaženju v dolini Soče. In potem sem gotovila, koliko so taf. V bistvu sem rekla, vam jaz pošljem, imam prijateljico, ki je pa bo pogledala, pa polektorirala. In pošljem jaz na moje stroške v Los Angeles, da popravite. Pa se to recimo nikoli ni zgodilo. V glavnem pa je pa, mislim, da 23. maja prišel Chef's Table ven in to je, oni so rekli, pripravi se, ker se bo vse spremenilo in jaz sem tako, v dolini Soči se itak nikoli nič ne spremeni. Pol je pa to dejansko razsulo rezervacijski sistem, pa čakalne vrste so bile tako za 2 leti vnaprej. In še danes v restavraciji večina, pa treba je bilo popolnoma spremeniti koncept dela, ker sem jaz imela toliko dela z novinarji, z vsem drugim, ne samo s kuhanjem. Tako da smo mogli nastaviti kuhnjo ne več kot družinsko vodeno restauracijo, ampak kot profesionalno vodeno restauracijo z vsemi head chef, sous chef, executive sous chef, chef de partie, vsem tem prej mi je zato bilo čisto vseeno. Je pa ta trend kar zelo dolgo držal in še danes ljudje, ki pridejo v Hišo Franko, v glavnem, ko vprašaš, ne vem, zakaj ste prišli iz Avstralije sem, pa ponavadi je ali Michelin ali Chef's Table. Koliko ste pa lahko zaradi tega dvignili cene? Torej, rekla si, rezervacijski sistem se je rasul, vse polno naslednjih 2 leti. Kaj to pomeni? Koliko lahko dvigneš cene? Nič. Nismo dvigovali cen. Cene so se vedno dvigovale glede na velikost tima, ki dela, ker to je pač strošek, oziroma strošek dela je največji strošek, ki ga v gostinstvu lahko imaš. Se pravi, bolj zahtevno kuhaš, več rok rabiš, pa seveda glede na sestavine. Drugače pa tudi, ko smo dobili 3. zvezdico, nismo dvigali cen, smo jih dvigali leto kasneje, ko smo tudi spremenili meni in zaposlili več ljudi. 2017 ste bili tudi prvič na 50 Best? 2016. Ne, 2017, se ne motim, ja. Torej, leto za Netflixom, je to bila kakšna povezava? Verjetno. Zato, ker pač 50 Best je vezan na to, da v avtorji te mora priti pogledati, nekako, in mi smo bili v centru pozornosti. Ampak mislim, da smo bili jaz čisto pozabljam to. Mislim, da smo bili 2016 na mestu 69. Google je rekel, da ste bili prvič med 50. Ampak na 50 Best, ja. Na 50, pa po mojem 2017, ne, pol pa 2017 na, evo, meni te stvari mi toliko grejo iz glave. 2017 bo držalo tisto leto, ko sem bila tudi best female chef. Takrat so pol začele tudi druge nagrade prihajati, najprej Kape od Gomijoja. Vi ste začeli kar takoj 4, ne? Če se ne motim. Se ne spomnim. Koliko pa to recimo, ne, dejansko, eno je Netflix. Pač vsak, ne vem, Američan, Avstralec, Francoz, kjer je dobro je, pogleda pa lahko pride. Taka nagrada je pa res neko priznanje visoke kulinarike in kakovosti. Koliko pa to čisto poslovno vpliva? Ne, rekla si, da po 3. zvezdici niste takoj dvignili cen. Koliko so pa recimo prve Kape, ki so prišle pred zvezdicami, ker pač prej ni bilo pri nas Michelina, koliko je pa to recimo na cel biznis model vplivalo, na cene, na staff, na končni fazi stroške in potem kar ti ostane po črti? Kot sem rekla že prej, na cene mi čisto gledamo čisto iz poslovnega vidika, se pravi, seveda poskušamo ostati pozitivni, kar je v fine diningu redkost. Mislim pa, da gre za skupek dejavnikov, ne? Se pravi, tebi direktno 4 Kape oziroma klubuki, ali ne vem, kako se temu reče,
ali pa 2 zvezdici, ne nujno prineseta neko dovolj vidljivosti za to, da ti napolniš restauracijo. Je pa skupaj vseh teh elementov, spravi ta trenutek ima hiša vse tisto, kar bi si restauracija želela. Ima 5 kap, pa ima 3 zvezdice, pa zeleno zvezdico za trajnost, pa se pravi, sem 2 ženske na svetu sta v tem statusu, pa bila sem Best Female Chef, pa lestvice, lani recimo na Best Chef Award sem bila drugi šef na svetu, o tem se pogosto ne govorim, ampak glede na to, da to vsa strokovnjaki glasujejo, je to dejansko mogoče več kot vse pozicije na 50 bestu, pa pozicije na 50 bestu, in na koncev ta skupek dejavnikov ti potem polni restauracijo, zato ker vidljivost tudi med ljudmi, ki radi jejo, in ljudmi, ki pišejo o hrani. In to ni počasen proces, to se ne zgodi v enem hipu. Kot sem pa prej rekla, kar se tiče čisto finančnega vidika, jaz mislim, da bolj kot v katerikoli drugi branži v gastronomiji je treba v fine diningu zelo paziti na stroške, zato ker hodimo vedno po robu tega, da pademo na stran, kjer ne moremo preživeti. Sploh, če restauracija nima investitorjev ali partnerjev v ozadju. Kje se pa sploh v tem biznisu glavna marža, torej tisto, kar ti lahko na koncu tudi ostane, ne? Kje se sploh ustvarja, rekla si, strošek dela je ključen. Pol so surovine, pa so energenti, ne? Pa na drugi strani seveda, ko pridejo gosti. Ampak kje recimo se dela razlika, kje lahko, ko paziš, dejansko narediš? V marketingu. Marketing dela. V bistvu mi imamo močen marketing tim, kar ne pomeni reklam, ampak kar pomeni, da mi smo, ravno ko sem prišla v studio k vam, smo končali marketinški meeting. V našem podjetju je direktno zaposlena Manca Istinič, ki je v bistvu vodja komunikacije oziroma PR manager, ampak potem imamo zunanje sodelavce, ki so bazirani v Berlinu, in enkrat na teden imamo popoln brief tega, kaj se dogaja in statistika, marketing in statistika, se pravi, kaj se dogaja v rezervacijah, kater trg nam mogoče peša. In recimo zdaj v tem trenutku vojna na Bližnjem vzhodu, veš točno, da bo azijski trg zagotovo upadel, avstralski enako. Se pravi, in potem strategijo ustvarjaš okrog tega, ker vedno ti imaš število zaposlenih, baziranih na tem, koliko gostov pričakuješ. In mi postavimo pričakovanja, in potem gledamo, kako dosledno jih izpolnjujemo. Tako da jaz bi rekla, statistika, finančni inženiring in marketing sta najbolj pomembna. Koliko se vam dejansko recimo vojna na Bližnjem vzhodu ali pa kakšni taki večji rukerji, ki lahko pomenijo tudi težjo gospodarsko in finančno situacijo, vam poznajo? Zadnjič je recimo prejšnji gost rekel, da v trenutku, ko se je malo bolj razplamtelo Iranu, so rezervacije padle 20 do 30%. Pri čemer pri njemu ena karta stane 23 evrov, pri tebi pa nekajkrat to pa še nule zraven. Torej je to res tisti high-end stvar, ki mogoče lahko rečeš, ok, ne bom je dal. Koliko taki rukerji na vas vplivajo? Ali imate vi res te najbolj bogate high-end ljudi, ki res radi dobro jejo, ki bojo za to dali ne glede na to, kaj se dogaja? Mislim, eno stvar je treba definirati. Ljudje, ki hodijo v restauracije in uživajo v dobri hrani, naj bo to 3 zvezdice, 2 zvezdica, 1, ali so to fantastični bistroji, ne nujno so bogati ljudje, ampak je to neke vrste, tako kot ljudje hodimo bom rekla hobi, tako kot ljudje hodijo na koncerte, pa na nogometne tekme, kjer tudi zapravijo veliko denarja, je njim to, so jim ti doživljaji, greš v galerijo, so jim ti doživljaji izjemno pomembni. Jaz mislim, ko ti živiš s to strastjo,
In ko restauracija dosega standard, ki si ga foodiji želijo, imaš manjši rizik, da boš izgubljal rezervacije. Jaz sem pogledala, preden sem prišla na to soočenje. Mi ta trenutek rezervacij nismo še začeli izgubljati in številke kažejo boljše kot lansko leto. Mi res veliko na statistiki delamo, ker je to pomembno, ker nas lahko to dejansko, če to abstrahiramo, nas vrže na napačno stran. Dejstvo pa je, da tle sta dve možnosti, kaj se lahko zgodi. Ena možnost je, da se bo turizmu tudi v Evropi močno poznalo, ali pa bo turizem v Evropi profitiral zato, ker se ne bo potovalo na druge destinacije. Vprašanje je samo, v katero smer bo šel konflikt. Moramo povedati, da nismo samo v eni vojni, ker imamo tudi vojno Ukrajina-Rusija, ki enako ni enostavna. Tako da ta trenutek Hiša Franko ima 25% ameriškega gosta in ne vidimo upada, ampak kaj bo jutri? Mi se vedno pripravljamo na to, kaj bo jutri, zato ker smo pač odvisni od gospodarskih razmer v svetu. Mogoče manj kot nek množični turizem, zato bi bilo super, če bi se kdaj Slovenija zavedala, da mi smo tako lepi, zeleni, posebni, blizu je morje, blizu so hribi, da bi se počasi začeli usmerjati bolj butično. Bolj butično. Torej, Američani so glavni gosti, če prav razumem. Ja, 25%. Kaj pa sledi? Američani, torej četrtina ogromno, kaj pa potem naprej? Ja, odštekano. Belgija, Nizozemska, Skandinavija, pol pa pridejo mogoče nekje v paketu Nemci, Avstrijci, Hrvati, ogromno Hrvatov, Italijani, ampak Italijani ne v poletni sezoni, ampak v pred in po sezoni, pa mislim, da ta trenutek 7% Slovencev. 7%. Ja. Pol so pa drobiži. Ja. Kaj pa kakšni Francozi, ki so tako, taki gurmani? Jaz sem najbolj vesela, ko imamo francoske goste, jih imamo, ampak to so zanemarljivi procenti, tako kot pri Špancih. Morate vedeti, da Francozi pa Španci imajo vse, kar rabijo doma, in zato Španci sploh veliko in tudi Francozi veliko ne potujejo izven svoje dežele, ker imajo hribe, imajo morje, imajo izjemno gastronomijo, imajo izjemna vina in mi smo kar nekaj časa preživeli v Španiji, ker smo tam delali tudi in residence, mesec in pol in v Madridu, in gotoviš, oni so tako ponosni na to, kar imajo in dejansko denar porabljajo doma. Podobno je s Francozi in precej podobno tudi z Italijani delno. Malo manj mogoče, Italijana vseeno bolj slišiš na cestah sveta. Ampak ko pridejo Francozi in rečejo tako, to se mi je kar parkrat zgodilo, da to je bilo tako neverjetno dobro in pravi, obiskujemo samo restauraciji s 3 zvezdicami, ampak to je bilo tako posebno drugačno dobro, se ti kar malo oči zasuzijo. Glede na to si rekla veliko Američanov, zdaj je veliko govora sploh v Ameriki, sicer to velja predvsem za slavne in bogate, pa vendarle kar neka taka evforija ali pa nek val vseh teh Ozempikov in vseh teh zdravil za hujšanje se je začel in so zdaj določeni ponudniki hrane, predvsem seveda ne high-end, začeti delati manjše porcije, drugačno strukturo, več zelenjave, začeli so dejansko to prilagajati. Hkrati imaš danes vsakega drugega človeka, ki je na nekaj alergičen ali pa misli, da je. Ali k tebi res pridejo ljudje, ki rečejo, karkoli mi boš dala, bom pojedel, ker verjamem, da je to fenomenalno. Ker sem slišala, da ne sprejemaš kompromisov, ne to, kar si mi danes povedal, ampak tako nasplošno, še ko je kdo hotel, da reče, jaz pa ne bi krompirja, ki je zvezda. Se spreminja tudi to, da daj kdo kaj ne, ali pa da vi spremenite meni na podlagi tega, kako se tudi neki svetovni trendi v tem spreminjajo.
Okay, Hiša Franko je mogoče na nek način v trendu, zato ker dejansko od nekdaj delam že v glavnem za zelenjavo. To pa zato, ker je to nek legacy doline Soče, ker tam so ljudje živeli od tega, kar so imeli v vrtu, kar so nabrali v gozdu na travniku, in meso rib se nikoli ni jedlo, v bistvu postrv je bila sveta in je ostala v Soči. Meso se je jedlo pa samo takrat, ker krava več mleka ni mogla dajati in se potem to kravo pospravilo, ampak tako po 14 letih. Kot je bila sam še za juho. Ne, v stare krave so ful dobre, drugače. Malo čvrste, ker so mlečne, ampak malo je čvrsta. ja, ampak okus je pa dober. Aha, okay. Ampak zato, ker je itak samo zdravo. Tako da mi smo se vedno držali tega, da riba in meso sta bolj začimba kot osnovni element. Mi smo enkrat zračunali, povprečen obed v Franciji v 3 zvezdicah te bo stal 7000 kalorij, približno. Hiša Franko jih ne doseže več kot 1800. Ujoj. Z 16 krožniki. Ampak zato, ker so dejansko temelji dejansko krasna, sveža, ali v vrtu ali v gozdu pobrana zelenjava, trave, rastline in tako naprej. In vseeno ljudje grejo siti ven. Ne sprejemamo seveda alergije, zato ker je to nujno potrebno. Ampak največkrat vabimo ljudi k temu, če ni, mislim, če to gre samo za neko intoleranco, karkoli, naj poskušajo uživati meni, drugače pa se prilagajamo absolutno alergijam, ne pa mlečnim izdelkom. Zato, ker dolina Soče je znana po mlečnih izdelkih in se mi zdi, da je krivično, da nekdo prepotuje dolino Soče in tega ne poskusi. In večina intoleranc na laktozo, ne vse, praktično Pina, hči mojega moža, reče tako, Jana, greva na pico, in pa vzame tako tabletko, da usta, pa vzame uno pico z največ sira možno gor. Tako da, dostikrat se tudi zgodi, kar rečemo, da ene stvari nam niso sprejemljive, da jih ne zmoremo, ljudje rečejo, vse v redu, je že fajn. Pazimo pa izjemno na gluten, na seveda tiste najmočnejše alergene, ki so pomembni, tako da do tega moraš biti dosleden. Jaz vseeno mislim, jaz sem zelo mediteranskega razmišljanja, ne, da mi bi mogli jesti enostavno uravnoteženo hrano. In vsa pretiravanja, ne vem, 3 leta nazaj bi vsi mogli biti vegani, 2 leti nazaj mi je moj sin začel razlagati, da ne jem dovolj beljakovin, in sem rekel, okej, zdaj bomo vsi jedli samo meso pa ribe, in potem se ti zmeša. In tudi tvojemu telesu se zmeša. Tako da, če pogledamo italijanske ženske, ki so vse lepe in imajo čudovite lase in čudovito kožo, jejo vse. In tudi Francozinje. Enako, pa še kadijo zraven. Ja. Pa pijejo, ne? Vsi pijejo. Po Hiši Franko je bil par let nazaj odprt najprej Bistro Jaz. Letos novost Bistro Jaz Poreč. Ali to pomeni, da ta bistrojski princip funkcionira tudi poslovno? Vsak prostor, ki se odpre, to za gostinstvo velja, pa mislim, da za večino poslov rabi približno 3 leta za to, da vidiš. Ne, da vidiš, ampak da se prime nekako. Zato, ker recimo v restauraciji ali bistroju, čeprav to ni bistro, je young dining, bom razložila pa razliko. V bistvu na začetku, seveda, ker je veliko imel v ozadju, imaš naval, pol ti gre vse narobe, ne? Zato, ker ti prej se naučiš prostora, gibanje po prostoru, dobavitelje, Ljubljana čisto drugače funkcionira, kot Kobarid, rabiš svoj čas. Pol te ljudje malček pozabijo, pol pa začnejo počasi nazaj prihajati. Ti moraš se nekako, tukaj je tudi zelo pomembno, da se ti počasi usedeš v srca ljudi, in mi imamo v Jazu v Ljubljani, naprimer ta trenutek, ljudi, ki 3-4krat na teden prihajajo v Jaz na kosilo, pa pol pride še na večerjo, pa pripelje poslovne partnerje, ki sta menija drugačna.
In moram reči, da je jaz rabil približno 3 leta za to, da sva ga nehala z Urbanom financirati. Ampak to je čisto naraven proces v gostinstvu. Ne vem, kako v drugih poslih, koliko let Pravijo rabijo. nasplošno, da so 3 leta tista, ko ti naredijo in da lih za to veliko ljudi v 3. letu obupa, ne? V bistvu je pa tam neki ta breakthrough oziroma se ti končno stvari spet malo postavijo in veš, kako bojo funkcionirale. Tako. Ne? In to je bil vzorčen primer. In nam je tudi jaz v Ljubljani učna ura, da vidimo, ker pač ideja je jasna, bi bil franšiza, se pravi, se borimo z McDonald'som za prostor pod soncem. Niti ne. Ne. Ampak, naprimer, jaz v Poreču, ki smo ga odprli zdaj v bistvu slaba 2 meseca nazaj, kjer je približno polovica krožnikov enakih kot v Ljubljani, medtem ko druga polovica se veže na istrske sestavine in tako naprej. Ne, da sestavine so vedno istrske, sam, naprimer, šnicel ostane, pa vitello tonato ostane. Pa pašta s paradižnikom. No, recimo danes smo dali pašto z istrskim paradižnikom, pa z limonino lupino. In zelo zanimivo je, da jaz v Poreču je pa deluje kot tisti sod sempre pieno, vedno poln. Zato, ker ima pač pozicijo na rivi, ker je fantastično obnovljen objekt, delali so ga poreški arhitekti. In to sem tudi ponosna, uporabljali lokalne sestavine, pustili sestavine, lokalne materiale. Pustili so tudi originalne oblike, stavba je tudi spomeniško zavarovana. In je zelo zanimivo, da je do zdaj 90% gostov Slovencev. Aha. In ogromno ljudi, ki še nikoli ni bilo v jazu v Ljubljani, hodijo v jazu v Poreč in med klicarijo. Ana pravijo, da ni mize, pa jaz tako pokličem, sorry, ni mize, 5 pa v Ljubljano. Pa reče, ampak to ni isto. Pa rečem, v bistvu je čisto podobno. Ampak ideja pri obema je, da je to Anina dnevna soba v urbanem okolju, z krasno vinsko karto, z fantastičnimi koktejli in hrano, ki je vezana na lokalno okolje, se pravi v primeru Ljubljane na tržnico. Ampak dejansko, po mojem, smo eni od redkih, ki hodimo na tržnico z unim vozičkom, ko gospodinje. In v Poreču pa na lokalne kmete. Čem je razlika med fine dining, rekla si tle young dining, če se ne motim, in bistro? Kaj so te ključne razlike, ki ločijo eno od drugega? In tudi cenovno, koliko je to razlike? Mislim, cenovno je razlika ogromna, ne? Zato ker za fine diningu za vsak detajl, ki ga postaviš na krožnik, rabiš enormno časa, enormno rok. Se pravi, tudi ni direct cooking, razen meso ali riba, ampak v bistvu ti imaš toliko predpriprave, da moraš začeti zjutraj, zato da zvečer lahko izpelješ servis. In rok za to rabiš ogromno. Jaz poznam eno fine dining restauracijo v Italiji, pa ne bom šla, ima 3 zvezdice, no še po imenih, kjer je bil dejansko plating, to je to, kako izgleda krožnik, precej obupen. Ampak tehnike, kako so oni prišli do okusov, ki so bili genialni, so uporabljali ljudem cel dan časa. Tako da recimo v kuhinji Hiše Franko za največ 40 gostov na servis rabimo 20 ljudi. To pomeni vsak 2 postreže, če bi tako izračunali. Tako, ja. Pa če ne bi bili organizirani, bi jih rabili več, zato ker se ljudje nam selijo po različnih postajah. Tako da finančno je absolutno normalno, da ti, ko recimo Hiša Franko ima 60% labor cost, se pravi strošek dela. To je enormno. Medtem ko v young diningu oziroma smo ga imenovali bistro, je veliko več direktnega kuhanja, kar pomeni vse se dela na minut in vse se pripravlja na minut.
In seveda je sestavljanje krožnikov poenostavljeno. Se pravi, jaz vedno rečem pincete stran, prosim, brez pincet. Zdaj pa odvisno od bistroja do bistroja, koliko se trudi. Poznam bistroje, ki grejo po talevi in kupijo večino sestavin že pripravljenih, ampak v primeru jaza, na primer, se dejansko vsa pašta naredi doma, ravioli se delajo na roke in spravi, dela je še vedno veliko, ampak absolutno, predvsem v bistroju, ker ne moreš doseči višjih cen, moraš zelo paziti na strošek dela. Za bistro je set menu ali je a la carte ali oboje? Za me, jaz nikoli ne grem v bistro jesti set menu. V bistvu ideja je sharing, se pravi deliti krožnike, se pravi, ne vem, midve greva jesti, pa reče tako, par jaz krožnikov bi pa vsaka vitelo malo. tonato, jaz bi rozbif, dajva naročiti kar par jedi, pa jih bova kar podelile, pa odpreš si srajco, pa odvežeš kravato, pa govoriš lahko bolj glasno, pa muzika je bolj glasna, pa luči so malo nižje, tak malo bolj seksi ambient, recimo. Ampak čisto finančno, če gledaš poslovno, kje je lažje narediti denar? Na fine diningu ali na bistroju? Ok, odvisno od šefa do šefa. Okay. Če bi jaz predstavila Hišo Franko en ambient, ki ima bolj stabilno sezono, ker morate vedeti, pač v dolini Soče pač je večina reče, tako dolina Soče, ne grem tja, predaleč, za vse je predaleč. Bi absolutno rekla fine dining. Okay. Zato, ker moraš obvladati, znam zelo dobro obvladati strošek sestavine in naučila sem se predvsem z mojim možem obvladati strošek dela. Okay, torej, če bi bili kje druge, bi bil fine dining, zdaj pa misliš sploh, ko se bo poreč... Še vedno fine. Aha, še vedno. Zdaj, to je vedno odvisno od lokacije. Naprimer, rive v Poreču, absolutno ne fine dining, ampak young dining, se pravi sproščen ambient, zato, ker ti ne boš... Ampak ima Poreč tudi finančni potencial, glede na to, zdaj vedno bolj tudi morje lahko celoletno sezono, ne? Sploh odkar imamo tako vročino, jaz grem rajš na obalo skoraj oktobra ali pa aprila, ne? Kakor avgusta, ki je 45 stopinj, pa tudi jest mi ne paše. Ne? Je to lahko nekaj, kar bo tudi finančno zelo dobro? Jaz mislim, da ja. Bom pa tako rekla. Tle je spet razmišljanje izjemno pomembno. Ne? Jaz grem najraje na morje, naprimer, niti ne aprila, ampak novembra, decembra, januarja in februarja, ker ni nobenega in veliko ljudi razmišlja tako kot jaz. Predvsem, ker je manj in manj snega in potem iščemo druge destinacije, kam bi šli, Istra je recimo blizu. Ampak kaj narediš pol ti, se pravi, kako boš ti funkcioniral po zimi, kako boš funkcioniral po leti. Istra je v bistvu postala zelo bogata, tako da ti moraš razmišljati, kako boš Istrane osrečil po zimi. Kako boš opremil prostor, zato da je drugačen. Poleti boš mogoče zaprl kosila, zato ker je prevroče in tam sonce res udarja, pa boš naredil 2 sittinga zvečer. Ne, vedno prilagajaš stvari. Recimo v Ljubljani smo jaz rešili tako, da smo pravzaprav, prej smo bili zaprti za kosila, smo odpirali kasneje popoldne in ko smo se enkrat odločili, da odpremo kosila z enim takim simpatičnim menijem, ker lahko kombiniraš krožnike in ne preplačaš, ne preplačaš, ampak je enostavno finančno dosegljivo, da lahko greš 3-4 na teden, so se ljudje kar enkrat začeli vračati tudi na večerjo. In vedno moraš, in to je tle, ker se neka statistika in marketing, ki sta izjemno pomembna. Kar se pa fine dininga tiče, je pa res odvisno od prostora, kjer si. Recimo, jaz ne bi nikoli odprla fine dining restauracije v Ljubljani, ker ni primerno tržišče, bi se pa upala odpreti v Zagrebu, na primer. Glede na to, da si zdaj za Poreč iskala nove ljudi, vsi, sploh gostinci, tarnajo, koliko težko je dobiti dober kader.
verjetno je še težje dobiti res profesionalen, izobražen kader. Koliko težko je sploh za fine dining, seveda mora imeti pa tudi bistro in young dining nek zelo dober nivo in dober servis. Koliko težko si recimo zdaj najdla ljudi, tudi za poreč in koliko težko ohranjaš celo to veliko ekipo zaposlenih? Hiša Franko nima nobenega problema. Imamo čakalne liste za delo. Zanimivo, da ljudje, ki bi delali v Hiši Franko, ne bi delali v Jazu. Se pravi, mi rečemo tako, sorry, we are full, in oni rečemo tako, v Jazu je razpoložljivost, oni hočejo pač v svoj življenjepis vpisati 3 zvezdice. V Poreču je treba vedno vedeti, zdaj smo popolni ekipo, ampak jaz pravim, obstaja pri odpiranju restauracije vedno romantično obdobje, ko bi, ne vem, v Poreču smo imeli vrsto ljudi, ki bi želelo delati, ampak potem po enem mesecu točno veš, da boš imel 30-40% osip, ki ljudje razumejo, da ko se romantična faza konča, to je tako kot v ljubezni, se konča in pol nekomu je zbolel oče, nekomu je zbolela sestra in različni razlogi, zakaj pač, ampak razlog je vedno eden, ker se pač v temu ne najdejo, sej je to čisto naraven proces. Je pa tako, da je kriza na trgu delovne sile vse povsod. Je tako v zdravstvu, kjer je grozljivka, ne vem, zadnjič nam je podjetje, ki nam odvaža biološke odpadke, sporočilo, da bojo zmanjšali odvoz na enkrat na teden, zato ker imajo pomanjkanje šoferjev. Tako da jaz ne vem, kaj vsi ti ljudje delajo, ampak enostavno Povsod manjka. manjka. Kakšna pa je kaj fluktuacija sploh na Hiši Franko, glede na to, si rekel, da je čakalna vrsta, želijo dati to v svoj CV, pridejo tja, pa se pofočkajo, pofočkajo na rekovajih, pa grejo naprej, ali so to ekipe, glede na to, da imaš zelo mednarodno ekipo, to je ekipa, ki vztraja leta? Fluktuacija je povprečno 30% na leto. Se pravi, imaš ljudi, ki tudi ti resno povejo, pač, da so prišli delati 1 leto, in teh je približno 30%. Se pravi, jaz začnem zaposlovati za naslednjo sezono že avgusta. Začnem že iskati nove ljudi. Potem imaš pa ekipo, ki ostaja leta in leta, se pravi od 20 do 9, 8, 7. Ampak to so pa ljudje, ki so potem bolj committed hiši. Ampak to je naraven proces, ne? Sploh z 3 zvezdicami, vsak, ki si enkrat v življenjepisu piše, da je delal v restavraciji s 3 zvezdicami, avtomatično bo povsod lahko dobil službo. Si kdaj tudi kradete šefe, tako med sabo? Ne, jaz Jank res ambiciozen in res perspektiven, pa bi ti rekli, tega bi pa imela za 1-3 sezone. Jaz nikoli, ker mislim, da je to nepošteno. Je pa res, da smo enkrat bili v Grčiji v enem koktel baru v Atenah in je bila ena bartenderka, v bistvu ena od barov, ki je na 50 best lestvici, in je bila ena miksologinja, ki je bila, mislim, fantastična. Bar je bil krcat in ona je sama tolkla koktele, postregla in tako kokteli so res genialni. In tako smo iztegnili vizitko, če bi menjala službo, kadarkoli nas pokliči, ampak to je bilo enkrat in edinkrat. Drugač pa zadnjič sem jedla v Izoli v hotelu Marina, ki mi je zelo pri srcu, in sem se s šefom pogovarjala, ki je tudi v bistvu ima na čist cel hotel, in sem rekla, veš kaj, če bi jaz bila zlobna, bi vse tvoje strežno osebje pohopsala k sebi, mislim, bi jim ponudila, bi naredila headhunting, sem rekla, ker imaš tako pridne ljudi, ampak sem rekla, ne misli, nikoli ne bi tega naredila. Zakaj misliš, da je toliko malo šefin,
Še vedno je to relativno moška branža, čeprav doma v večini kuhajo ženske, ampak te res šef so ponovadi moški. In kakšno imaš ti razmerje med svojimi zaposlenimi, moški, ženski? Koliko je tle bolj na ženskah, koliko je bolj na moških? Mislim, o tem sem že zelo velikokrat govorila. Pač šefinje je manj, zato ker je to izjemno intenziven poklic in pač ženske nekako vedno multitaskamo med tem, da smo mame, žene, da moramo delati, pol pa je ta občutek krivde, če nisi z otroci, nisi z ekipo, če si z otroci, nisi z ekipo, če potuješ, kar je del našega posla, nisi ne z otroci, ne z ekipo, vedno delaš nekaj narobe. Pa tako ta pregovor slovenski, ne, da za vsakim uspešnim moškim stoji močna ženska, v obratni smeri to ne gre. Največkrat ne gre. Največkrat ne gre. Drugač pa... Razmerje pri tebi? Razmerje pri nas... Jaz ne zaposlujem na spol, ampak zaposlujem na to, kako me nekdo prepriča. Imamo kar nekaj žensk v ekipi, ampak ta trenutek ne znam izračunati razmerja, ni pa pol, je več moških. Več moških. Kaj se je zgodilo z pekarno, Ana? Pekarna Ana ta trenutek peče kruh interno, se pravi tudi za Poreč, za Ljubljano in za Hišo Franko. Zgodil se je kadrovski kolaps. In v bistvu veliko ljudi ne ve, ampak pekarne so še eden od zadnjih institucij, kjer je potreben mojstrski izpit. In zdaj najti peka, ki je dober v kruhu z drožmi, zato ker na druga jaz ne pristajam in jem samo to. In imam mojstrski izpit, je velika matematika. In tujci, ker smo imeli na poskusu par tujcev, ga ne morejo pravljati, ker ga morajo praviti v slovenskem jeziku. In to je zmešnjava med zakonodajo in logiko. V glavnem, mi operiramo še vedno interno, ampak naj bi se nekje septembra pekarna odprla. Našla sem dva krasna fanta, ki bi želela, in en od njih ima mojstrski izpit, ki bi želela nadaljevati, s tem, da Nataša, ki nam peče kruh, bo seveda, še kruh ni bil nikoli boljši, kot je ta trenutek. Samo kadrovski kolaps je resna stvar današnjega časa. Ker Ljubljančani so bili zagotovo razočarani, ko se je zaprla, ker je bila vedno, ko sem šla ker stanujem blizu, je bila gužva in doskrat je že ob 11:12 vsega zmanjkalo, ni bilo mogoče ničesar dobiti. Kaj pa, če je to mogoče problem? Zato, ker mi smo malo slabo zračunali dimenzijo prostora na količino predelkov, ki jih moraš prodati. In mi smo v bistvu dejansko ob 12 zapirali vrata, ker je vsega že zmanjkalo. Ampak pekarna Ana se vrača v malce drugačni, mogoče celo bolj zanimivi obliki. Lokacija ostaja ista. Lokacija ostaja ista, ja. In tam to pa interno delujemo, tako da ni, da je prostor zaprt. Včasih, če greš mimo, vidiš, da je luč, pa Nataša pridno dela kruh za vse 3 lokacije. En od novih projektov je Ana Drinks. Kaj je tle koncept, cilj, želje? V bistvu Ana Drinks program je nastal zato, ker so vsi gostje, ki so bili kadarkoli v Hiši Franko, bili vedno toliko navdušeni nad našimi pijačami. Namreč mi miksologijo jemljemo zelo resno. To je za nas paralelna kuhnja. In se pravi, paralelna kuhnja tudi v tem, da si delimo živila, ne vem, kot so ostanki kave, kot so rabarbene lupine. Se pravi, miksologi v hiši vedno znajo uporabiti vse. In pijače so tako alkoholne kot nealkoholne, vse signature in izjemno intenzivnih in dobrih okusov. Samo za vas ali so tudi
Ne, redni prodaji. Tle se je začelo, ker Aha. so ljudje rekli, mi Za bi to vas. imeli za domov. In potem se je enak koncept sprožil v obeh jazih. Hiša Franko Tim stoji za tem. In pa smo rekli, ker so ljudje toliko sprašvali, da bi začeli z lastno linijo pijač, kjer je pa največja zanimivost, da recimo na trgu je ta trenutek vermut in negroni, oba sta brez kakršnekoli dodanega sladkorja. Se pravi, mi uporabljamo reduciran mošt, zato da edina sladkoba, ki prihaja od tam. In ta trenutek nabiramo bezek na tisočine kil, zato da delamo osnove, tako da vse stvari so narejene iz naravnih produktov. Ta trenutek dobivamo licenco za prodajo v tujini tudi, tako da mislim, da bo to en čudovit projekt. Še kakšna ideja, mogoče za kakšen dodaten izdelek poleg tega, ker vsi in Hiša Franko in jaz so storitve, veliko može biti tam, day to day, lahko je težava. Mogoče kakšna ideja še za kakšen drug izdelek, ki ga pa našopaš in gre in delaš denar, medtem ko nekje uživaš. A ležiš na plaži? Ja, ležiš na plaži. Sladoled, na primer. Mi smo z tušem v projektu Ana Roš in tuš lansirali ogromno 60 plus produktov, ampak tistega, v katerega sem bila daleč najbolj zaljubljena, je bil sladoled, ki smo ga delali z eno kmetijo, ker pač večina proizvodnji sladoledov ne dela s svežimi izdelki. Mi smo pa mogli takrat porabljati to, kar je ostajalo v kmetijstvu. In mislim, da sladoled je eno obstojno živilo, ki enkrat, ko postaviš recept, ga lahko delaš. Ne prodajam ideje drugim, jo bom uporabila sama. Ampak najprej moramo stabilizirati vse te stvari, ki jih imamo. Veliko odprtih projektov torej v tem trenutku. Meni se zdi, da je to Ogromno, veliko, ja, pač. ogromno. Med Saj Hišo zato- Franko, jaz v Poreču, Ja. jaz v Ljubljani, Iskati pekarno in pekarno, pa drinksi. drinksi. Pa verjetno sem 1000 stvari še pozabila, tako da. Čez 10 let, jaz sicer sovražim vprašanje, ki mi kdo reče, kaj boš čez 3, 5 ali pa 10 let, ampak recimo čez 10 let vidiš, da to vse raste, se dodajajo novi projekti, nove lokacije, novi izdelki, ali se vidiš, da izprežeš, pa si v eni gostilni, lahko da je to Hiša Franko, in res imaš 20 ljudi, delaš, kar hočeš, ne rabiš zadostiti nobenim inšpektorjem, ocenjevalcem, foodijem, ampak delaš res tisto, kar delaš najrajši. Kaj pa človek dela najrajši? To je retorično vprašanje. Jaz sem deloholik in rada delam. Sicer ugotavljam, da pač bom mogla malo spremeniti nekatere stvari, zato ker nimam pač prostega časa, ampak v bistvu takrat, ko delam, se mi dvigne adrenalin in v tem res uživam. Tako da letos smo omejili potovanja, zato ker je pač ta trikotnik med Istro, ker delamo tudi konsulting v stari šoli. Evo, še en projekt, ki sem ga pozabila. In kjer nam gre res zelo dobro. Pač trikotnik Istra, Ljubljana, Kobarid je tako neenostaven, sploh zaradi postojnske ožine, kot ji pravim jaz, pa prije pa še kozinska ožina in Ki jo pa je tudi stojiš na politika avtocesti. zaprla, ne? Ja. V bistvu enkrat sem jaz skoraj res v nesrečo padla tam noter. katastrofa. Pa že zdaj je. Ja. Zadnjič sem stala 1,5 ure med dvema odsekoma in se nekaj tako, kaj bom jaz poleti delala, ker sem mogla voziti, ne vem. Jaz sem šla zadnjič iz Porče po prvomajskih, predno so bile vse nesreče, 3 ure 45.
Ne, ko so se pa zaprle ceste, nesreče in ne vem kaj, to pa pol trajalo ure in ure in nimaš 11 kaj. ur, ja. Ne, tako da malo smo imeli potovanja na to, kar je najbolj pomembno. Pa v Hiši Franko smo se osredotočili, letos imamo 3 večerje za 3 zvezdičimi šefi. Ena je Claire Smith, ki prihaja. Sem videla, da je že razprodano. Claire Smith še ni, je še, mislim, da 2 ali 3 mize sta še na razpolago. Medtem ko je Jordner razprodan, pa je tako že 40 ljudi na waiting listi, pa pol je Himanšu Saini. To so vsi res tako lepi prijatelji, lepi ljudje, fantastični kuhari. In tako da se osredotočamo mogoče malo bolj na ta business side, ker potovanja te vseeno tukaj izčrpajo, da 2 dni prej, pa 2 dni potem si paf. Meni veliko ljudi je najprej reklo, chef, can I travel with you? In pol tako po pol leta so bili tako, can I not travel with you, please? Tako da ja, zdaj je osredotočenje na to, da se posvetimo temu, o čemer so se pogovarjali, to je poslu. Ker si omenila poslu, kaj je največja zmota, ki jo imajo ljudje o poslu v gostinstvu? Da smo vsi bogati, zagotovo. Jaz včasih rečem, da imajo pizzerije toliko večji margin od razliko v ceni od fine dininga. V bistvu en od spletnih medijev je par let nazaj, mislim, da 2 leti nazaj, objavil članek, naslov članka je bil najbolj profitne slovenske restauracije in pol spodaj je bil manjši napis, kje je Hiša Franko, ker med prvih 100 je ni bilo. Pač zato, ker se ljudje ne zavedajo, da če hočeš dobro kuhati, rabiš dobre roke, če si pošten, dobro plačaš in skrbiš za njih in če hočeš dati na mizo dobro hrano, rabiš dobre sestavine. Včeraj sem dala za en paket češenj, ker sem si jih zaželela 10 evrov. Tržnici so 20. Za kilo. Ja. Ja, ampak pol, sem jih vzela pol kile. Mislim, da kila, ne vem, zdaj sem gledala prispevek. Ja, in narediš 1 + 1 je 2, če si malo pameten, razumeš, da v gostinstvu ni bogatstvo, je samo ena velika ljubezen do ljudi. In veliko dela. Mislim, za lastnike zelo veliko dela, za menedžerski part. Drugi del pa res se poskuša, v fine diningu je malo težje, ampak recimo v bistrojih se poskuša držati popolnoma redne urnike, take, ki so trajnostni in ki ljudi tudi obdržijo pol ne samo v podjetjih, ampak tudi na takšnih delovnih mestih za daljši čas. Torej, tam manj fluktuacije kot v fine diningu? Ja, bi rekla, da manj. Je manj prešarja, boljši... Ampak se ne gre za prešar. Fluktuacija v fine diningu je zato, ker ljudje rečejo, ne vem, letos smo delali v Hiši Franko, drugo leto grem k Claire Smith, naslednjo grem k Jordnerju, pa bom podprl nekaj svojega. In ko bo dal popraševanje Claire Smith, ona bo videla, da je delal pri Ani Roš in ona bo rekla, ja, itak, seveda, mi niti testirala ga mogoče ne bo. Ali pa včasih si dvignemo telefon med sabo, pa se vprašamo, ne vem, kako je bil ta in kako je ta in tako naprej. Glede na to, da moraš zelo dobro skalkulirati vse to, sploh glede na koliko imaš projektov, koliko si pa sicer dobra finančno v upravljanju svojih osebnih financ, zdaj čez vse to prišel tudi, da si zelo dobra, kar se tvojih financ tiče, jih obvladaš, točno veš, kaj imaš, ki imaš, ali je pa to stvar, ki mogoče nisi tako zelo striktna in blesteča, kot recimo biznis finance. Katastrofalna sem. Nimam pojma, kje imam in kaj imam in ne znam niti flik ni mi uporabiti, zato ker sem tako absolutno netehničen človek in sovražim tehnologijo in glede tega sem obupna. Tako da na srečo imam osebnega bančnika, ki ga pokličem iz Ekvadorja, zakaj meni kartica ne dela. Tako da nažalost ne moreš biti vsem briljanten. Kaj pa neka skrb za prihodnost, neko vlaganje, seveda imaš posel, ki generira denar, pa vendarle, tako če čisto pomisliš na družino,
kaj vlagaš, kaj investiraš, ti osebni bančnik tudi to, kaj pomaga, ali si tudi bolj tako, ne v tem svetu? Pa jaz mislim, da to, kar mi počnemo, je vlaganje. No, itak, ampak mislim, taki, ki niso vezani na primaren biznis. Ne? To je en vložek, ampak vlaganje v smislu finančnega trga, vlaganje, delnice, ETF, obveznice, zlato, kripto. Ne? Mislim, da mi ne ostane toliko, da bi lahko vlagala, če sem zelo po pravici. Pač se vračam na to, kar sem rekla prej. Ljudje narobe percepirajo uspešnost. Včasih mislimo, da ljudje, ki so uspešni, da ne vem, tlačijo stotake v žep. Temu sploh ni tako. V bistvu jaz sem vesela, da mi širimo posel in da lahko, po moje zdaj 90 ljudi pod mano, da jim lahko vsako leto zagotovim dobro plačo in finančno varnost, socialno varnost predvsem, ker vsa naša podjetja redno izplačujejo, ne preko espejev, ampak redno zaposlene, to pomeni polni prispevki, na koncev polna zavarovanja in pol te na koncev ne ostane toliko, da bi ti lahko vlagal. Pač, ampak na koncev, komu boš pa vlagal? Jaz vedno verjamem, da otroci, ki so na svetu, tako kot jaz, ki sem vse, karkoli imam, zgradila in naredila sama, bojo mogli poskrbeti sami zase, ker če ne, jih bom naredila invalide že v osnovi. Hčerka nekaj šla v DJ-stvo in to, ne, če sem prav slišala? Hčerka malo je med gostinstvom in DJ-stvom. Je gastronomija sploh biznis, ki se ga da prodati, seveda ta high-end, to je vezano na te, ne? Ti si hiša Franko. Je to sploh biznis, ker recimo enkrat rečeš, da imam pa dosti kljub temu, da si deloholik in se da to prodati. Ali je to biznis preveč vezan na osebo, da bi lahko pod istim imenom z drugim človekom sploh funkcioniral? Zelo dobro vprašanje, ker ne poznam odgovora, ampak morda v Sloveniji ne, zato ker mislim, da smo še vedno na gastronomijo gledamo na čisto drugačen način, kot se to gleda v svetu pa zagotovo ja. Mislim, jaz poznam posle, ki so se prodali, ampak zdaj v eni dolini Soče, če hočeš ti prodati hišo Franko, brez Ane Roš, po moje ne bo šlo. Mislim, mogoče, ampak dvomim, mislim, da ga še poskusila, ampak dvomim, da bi se to lahko uresničilo. Kaj pa recimo klasičen franšizing, da bi bilo jazov recimo 50? Na tem delamo. Aha, to pa da ja, pač seveda spostaviš nek nivo, ga kontroliraš, pa vendarle si tam minimalno časa, če sploh, in stvar funkcionira in v bistvu samo vzameš. Na tem delamo. Ideja jazov je, da se jazi širijo. Čist klasičen franšizing torej. Ne popolnoma klasičen, ker vseeno moje ime vpleteno zraven, torej neka kontrola mora obstajati, pa prilagajanje prostoru, zato ker jaz v Poreču ne more biti enak jaz v Ljubljani, povsem enak, ampak nek filer ruž obstaja. Tako da ta trenutek se pogovarjamo za en jaz v Pragi, tako da bomo videli to že kar hitro, če bo to šel čez. Jaz je nekaj, kar lahko multipliciraš, ne moreš pa hiše Franko, to je pa preveč oseben projekt. Koliko misliš, da je za jaz recimo, ker si rekla, še vedno je jaz Bajana, koliko je teh max jazov, ki bi lahko dejansko na tem nivoju uspešno funkcionirali? Verjetno to ni McDonald's, ki jih je lahko v enem mestu 20, samo v Ljubljani. Koliko je neka zgornja meja, da se še vedno ohranja kakovost, pa vse je neka posebnost? V bistvu je zelo zanimivo vprašanje. Odvisno od tima, ki ga imaš. Če imaš ti v timu močne akterje,
ker lahko sledijo temu. Enega od njih mi že imamo, to je Tadej Stegel, prišel iz Londona, kjer je bil 15 let, odpiral tudi Zoom v Londonu, naprimer, v New Yorku. On je odpiral Jaz v Poreču, jaz grem pač enkrat na teden pogledati in preveriti hrano. Jaz mislim, da to je zelo dobro poslovno vprašanje. Lahko tudi 100, če imaš dobro ekipo, lahko pa 5, če nimaš dovolj dobre ekipe, ali pa ostaneš pri 2, če si skromen. In še za konec, kako delaš ful, nimaš časa, na ljudi, ki te lahko razjezijo, mene vsak dan vsaj 5, tebe verjamem, da jih še več. Kaj narediš, kaj si kupaš, kako se razvajaš, ker res rabiš uro ali pol dneva, dan zase, ko vse nekam pošljaš in rečeš, zdaj pa je čas za Ano. Kaj narediš, kaj si kupaš, kam greš? Okay. Začela sem sovražiti avione, če pa po pravici, zato ker če vidim še eno stevardeso, mislim, da padem v Sočo, jaz ali pa ona. Zato ker ljudje mi reče, se letiš v business klasu, sem tako, ja, misliš, da je razlika. Priješ zmatran in utrujen in greš delati in se vračaš nazaj. Tako da jaz bi rekla, da eno moje zatočišče je gotovo naša kamnita hiška v Istri, kjer sva z možem odkupila oljčnik okrog, tako da sva lahko povsem sama in če hočeš biti gol, si lahko gol, noben te ne vidi in ta hiška je v družini že 60 let, tako da eno tako lepo zatočišče. Mislim, da je drugače pa, kako ti delaš sam s sabo, pa kako razmišljaš v bistvu. Mislim, enkrat do 2krat na teden hodim na jogo in imam privatno učiteljico joge, tako da jo delam sama, ne želim drugih zraven in ona me tako pogleda, ko pridem skozi vrata, reče, ok, dobro, bova šle tja. In pridem iz nje utrujena, hkrati raztegnjena in tako, da bi lahko letela. Pa jaz to ogromno pišem. Tako da pisanje mi pomaga, da se znebim utrujenosti na nek način. In še zadnje vprašanje, če bi si lahko kupila eno stvar na svetu in si popolnoma brez finančnih omejitev, kaj je to? Da imaš kakšen tak, ne vem, če se to lih reče fetiš, ampak eno tako željo, neko, kar res bi... Ful je zabavno vprašanje, zato ker jaz imam veliko lepih kosov v garderobi, ampak jaz sem ful nematerialist. Tako, enkrat mi je moj fant rekel, ti pa res nisi pleh pička. In sem rekel tako, ja, ne. Mislim, eno stvar bi kupila, je ena čudovita jadrnica, ampak dovolj velika, zato da imaš dovolj prostora sam zase, zato ker jadrnica zna biti zapor ali pa svoboda in jaz ne prenašam majhnih prostorov. Ampak tako dovolj velika, moj mož je strasten jadralec, ki je bil v svojih 18 je jadro po 150 dni na leto in tekmoval. In ko greva jadrat, praktično jadra vedno sama, jaz berem in on jadra. Tako. In pol tisto sidranje v njih skritih zalivčkih, ki si čist sam, pa pereš školjke v morju, pa pol počkeš svečko, pa si nekaj skuhaš iz tistih školjk, se mi zdi, da tako, ampak ne bi smela biti, če bi imela vse finančne možnosti na tem svetu, ne bi smela biti premajhna. Zato si brez omejitev, da lahko kupiš neko res veliko jadrnico. Ana, najlepša hvala za tole. Ne bi šla pa jadrati okrog sveta, zato ker če pomislim na jadranje čez Atlantik, mi smo vedno hodili na počitnice na Kapverdske otoke, kjer se začenja prečkanje Atlantika. Bili smo tam vsaj 20krat. In ko sem gledala te ljudi, se nekaj tako, kolikrat boste bruhali in kolikrat vam bo slabo in
kaj če pridejo oni valovi od 100 metrov, to ni zame. Mislim, da so naša morja dovolj lepa za take dogodivščine. In tudi dovolj adrenalina, glede na to, kakšne ujme vse so vsako leto. Ne? Zagotovo ob kakšnem daljšem jadranju naletiš saj na kakšno večjo nevihto. Tako da mislim, da je dovolj adrenalina že pri nas. Ja, se spomnim na zadnjem jadranju. Moj mož vedno spi z alarmom, ne, za vremenske razmere. Enkrat začne tako ting, 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 ting. In jaz bi najraje v vodo skočila. Ana, hvala lepa za tvoj čas, za vse tvoje zgodbe. Veliko uspeha na nadaljnji poti. Projektov je ogromno, ciljev očitno še več. Tako da upam, da se poklopijo tako, kot si želiš, s čim manj težavami, s čim večjim uspehom. V končni fazi si ambasador Slovenije v vseh pogledih, ne, poleg športnikov. Tako da srečno na tvoji poti in upam, da vse, kar si želiš, dejansko rata. Hvala lepa in hvala za ta čudovit razgovor. To je bil še en podcast Investitorka v Pradi s Katarino Matejčič. Vabljeni k ogledu, poslušanju, predvsem pa seveda, da greste sprobati kaj od Ane. Hvala.